V srbski Loznici se tradicionalno vsako poletje odvija eden najatraktivnejših umetniških festivalov Lila Lo, praznik igre ognja in običajev, ki združuje niz kulturnih prireditev. Prvič je bil festival izveden leta 2018 na idejno pobudo dolgoletne uspešne direktorice turistične organizacije Loznica Snežane Perič. Za uresničitev tega projekta je prav tako zaslužna tudi občina Loznica. Da je Lila Lo festival v teh letih zrasel in se razvil, pa pove dejstvo, da je na otvoritvi bila gostja direktorica Nacionalne turistične organizacije Srbija Marija Labović, kar dokazuje, da je Lila Lo festival državnega in mednarodnega pomena. Zakaj je Loznica kraj vreden obiska, nam je povedal župan Vidoje Petrović. Loznica danas na najbolji mogući način baštini sve to, pre svega pozivajući ljude da dođu u Loznicu, jer ovde mogu mnogo toga doživeti, mogu se lepo provesti. Letošnji festival, ki je potekal v dneh od 11. do 16. julija, nas je navdušil. Vsebine so bile raznolike in dogajanje prav številno. Prizorišče letošnjega dogajanja je bil prostor pred cerkvijo, zgrajeno leta 1873 v srbsko-bizantinskem slogu, ker se je zbralo veliko število ljudi tudi na predstavitvi narodnih običajev. V srbski Loznici že 6. leto zapored obeležujejo starodavni običaj lilanja. Gospa direktorica, za kakšen običaj gre? Jedno fenomenalno veče u Loznici, ceo svet lila. Ceo svet u malom je danas u Loznici i svi lilamo. Jedna zaista fascinantna slika koju šaljemo i poruka celom svetu, optimizam, lep pogled u budućnost, jasna i svetla budućnost da odagnamo sve mračne sile i da izbrišemo sve što nije dobro i samo da se radujemo svetloj budućnosti. Lile so prav posebne, vaša že gori. Jeste, evo vidite, ona mora lepo da se užari, ovo je sad nešto što dugo traje. Pogledajte, ova trešnjina kora daje mnogo ovih iskrica. Kad se ugasi ovaj plamen, pogledajte, sa lile na lilu ovo je simbol zajedništva jer niko ne lila sam. Svi lilaju sa prijateljima. I danas je mnogo prijatelja sa nama i našoj sreći nema kraja. Torej, Loznica je kraj vreden obiska. Naravno, i mi smo ponosni što imamo šta da pokažemo. Svim našim dragim gostima koji su došli da učestvuju zajedno sa nama lilanju, mi ćemo rado pokazati šta je to sve šta Loznica može da pruži onom ko je drag gost i ko kod nas dođe. Lilanje je starodavna ljudska navada, ki obstaja med pravoslavci, katoličani in muslimani. Pravoslavni kristjani izdelujejo in prižigajo sveče na predvečer Petrovega dne, ki se praznuje 12. julija. Lile so narejene iz lubja mlade breze oziroma leskove veje ali divje češnje. Vsi vrtijo in mahajo z baklami, da preženejo zle duhove. Deli ožganega lubja se spremenijo v žerjavico, tako se obuja ta običaj. Fotografsko razstavo Alžirska Sahara je pospremil koncert odlične ženske zasedbe iz Loznice Kvartet Uvertura, ki ga sestavljajo 4 učiteljice glasbe iz Loznice. V Vukovem domu je nato potekala protivojna predstava Draga Keti v izvedbi mladinske scene Loznica. Nato se je zvečer festivalski program preselil na odprti prostor. V koncertnem delu je nastopila pevka Zejna, po rodu Lozničanka, nato pa še en veliki romski orkester, Crne Mambe, umetnika Šabana Bajramovića, ki je na sceni že več kot 40 let, nekoč spremljevalna skupina Gypsy Kingsov in Santane. Več 10 izvajalcev je na sceni in igrajo različne instrumente. Tokrat je z njimi nastopil že Šabanov vnuk, kar pomeni že 4. generacijo glasbenih umetnikov.
Obiščemo tudi banjo Koviljačo, ki slovi po sprostitveno-termalnih programih. Gre za kraj užitka, v katerem obnavljajo številne vile in hotele. Vse več je turistov, ki poleg sprostitve obiščejo tudi kakšno kulturno prireditev. Pomemben del manifestacije je predstavitev tradicionalnih plesov in tekmovanja Kolo za dukat. Na Petrov dan, ki je ponavadi tudi najtoplejši dan v letu, smo najprej prisostvovali maševanju v banji Koviljači. Dvorana Kur salona, zgrajenega leta 1932 za kralja Aleksandra, ponuja pravo koncertno doživetje. Vrhunec prireditvenega programa je koncert virtuoza na violini Stefana Milenkoviča, ki te dni nastopa tudi pri nas. Najbliže smo Drini v etno selu Sunčana Reka. Beležijo visoko rast v razvoju turizma, ustvarjalnega gospodarstva, tradicionalnih izdelkov in obrti, k dopolnitvi ponudbe turističnih storitev. Tršič je letošnji srbski kandidat za najboljšo turistično vas na svetu po izboru Svetovne turistične organizacije Združenih narodov. Tam nas pozdravi zgodovinar kustos Miroslav Terzić, s katerim se odpravimo v rojstni kraj jezikoslovca in reformatorja Vuka Karadžića. Pristen stik s Srbijo pa doživimo v vasi Šurice, ki se nahaja 15 km zahodneje od Loznice. Tam nas pričakata prijetna gostitelja, ki nam predstavita svojo domačo ponudbo in pravo pravljico. Božanstvena ženo, sveću da ti dam, vezala nas ljubav kao noć i dan. Tvoja sreća to su ta dva oka tvoja, božanstvena ženo i boginjo moja. Postregli so nam s fantastično tradicionalno hrano, v pripravo katere je bilo vtkanega veliko znanja in truda. Pomerili smo se v pripravi svadbarskega kupusa, svatovskega zelja, tradicionalne srbske jedi. Vsekakor je posebni cilj dogodka postaviti prepoznavno podobo Loznice na svetovni zemljevid kot regionalne prireditvene destinacije in na koledar prireditev vrednih obiska. Dogodek prispeva k razvoju regionalnega turizma in predstavitvi tradicionalnih običajev, povezovanja in sodelovanja na širšem področju Drine ter njihove kulturne, zgodovinske in tradicionalne dediščine.